Včeraj sem šel ob 21. uri pogledati vzdušje v Stožicah, dvorana polna 12 ljudi, izjemni pevci, izjemna akustika, in potem na odhodu iz Stožic sem se ogledal Štajersko cesto, ugotovil, da je bilo nekaj avtomobilov lisičenih, konkretno 43, in v dogovoru z redarstvom ne smo vse lisice dali dol. Jaz sem dogovoril se z vodjem redarstva, da razlisičimo. Bogate so lepi, pravljice izrezije, nas marsikaj uči, pravljice izrezije. Ja, tako je Zoki, veliki šerif ljubljanski, razložil, kaj se je pravzaprav dogajalo onega večera, ko je bila dvorana Stožice, ta punčica njegovega očesa, ki je davkoplačevalce tudi v resnici stala oko iz glave, po dolgem času polna. Janković je prepričan, da je s to nesebično potezo preprečil kaos, ki bi lahko nastal. Ne zdi se mu sporno, da so lisice sneli brez kazni. Če so odstranili lisice, to pomeni, da ni treba plačati, je povedal. Nekateri vseeno menijo, da je Janković s tem prekoračil županska pooblastila. Z zadevo je seznanjena tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki dogodek primerja z brezplačnim odklepanjem lisic na avtomobilu ljubljanskega podžupana Janeza Koželja. Za komentar je bil zaprošen tudi pravni strokovnjak dr. Rajko Pirnat, ki meni, da utegne biti županovo dejanje nezakonito, saj so redarji lisice namestili v skladu z zakonom. Doslej povedano je kajpada samo uradna verzija dogodkov. V resnici pa je vsa zgodba precej drugačna. Kot vemo, so pred vrati predsedniške volitve, na katerih poleg županu ljubega Danila Türka nastopata tudi županu manj ljubi Borut Pahor in županu naravnost odvratni Milan Zvir. Iz dobro obveščenih krogov prihajajo novice, da župan celo ponoči v sanjah stiska zobe in govori: Kaj bo, če se Zvir ne ukroti? In potem se je pokazala prilika. Na uho mu je prišlo, da v Stožicah razsajajo lisice, ki so navsezadnje tudi zveri. Spomnil se je svojega velikega vzornika Josipa Broza Tita, po katerem se v Ljubljani imenuje prav tista cesta, ki pelje v večna lovišča. Tito je bil velik lovec, ki ni lovil samo zajcev in jerebic, pač pa tudi medveda, leva in celo nosoroga. Še huje, celo kak njegov najožji sodelavec se je kdaj znašel na muhi. Pa njegov zvesti občudovalec Zoki ne bi polovil teh lisic. In če bi naletel še na zvir oziroma na zvira? Ja, res, če bi naletel še na zvira? Ja, potem... 1, 2, 3, streljaj! No, vidite, to je bilo v resnici s temi lisičjimi zvermi. O lisici zvitorevki, tisoč kroži laži, a če smo zvesti resnici, tudi to zna, kar sledi. Da prebrisana lisica je potuhnjena, lažniva, rada krade in prikriva, je pretkana zvita ptica. Ste me slišali, vi dolgonosi trebušasti zoprni jazvec? Daj mi raco, daj mi raco.